Mene zanima, ali bo glede diplomirane medicinske sestre se še kaj dodatno izobraževalo in kako izobraževanje potekajo, pa če lahko mogoče poveste kaj o prenosu odgovornosti, kadar pri zdravljenju pride do napake, do napačnih presoj, kdo bo odgovoren potem medicinska sestra ali kdo potem? Diplomirane medicinske sestre zelo veliko znanja že imajo. Za potrebe teh referenčnih ambulant poteka tudi v okviru Ministrstva za zdravje sodelovanje med Zdravniško zbornico Slovenije in zbornico nege. In sicer definirane so vsebine izobraževanj, ki jih bo organizacijsko pripravila Katedra za družinsko medicino v Ljubljani v obliki modulov, kar pomeni dvodnevno izobraževanje z delom na terenu in nalogo. Te vsebine bojo pripravljene, kot je bilo povedano, do meseca marca. Po tem modularnem delu izobraževanja bojo sestre kompetentne, da izvajajo to svoje poslanstvo v referenčnih ambulantah, kar seveda pomeni, da vam lahko odgovorim tudi na drugo vprašanje. V skladu s temi nalogami bodo za svoj del tudi odgovarjale. V trenutku, ko presodijo, da niso več kompetentne za izvajanje teh nalog, bojo bolnika usmerile, kontaktirale zdravnika in bolnike usmerile k zdravniku, od takrat naprej odgovarja zdravnik. Trije. Ja, štirje. Ja. Aha, še tole, ja. V prvi fazi, hvala, je predvidena za referenčne ambulante tudi polovica administratorke, ker se bojimo precej administrativnega dela in je pravzaprav škoda obremenjevati strokovni kader, kar pa medicinske sestre in zdravniki so. Tako da v začetni fazi je referenčni ambulanti, skratka dvema referenčnima ambulantama namenjena tudi ena administratorka. V tem kontekstu, kot se zdaj pravzaprav sistem že razvija. Potrebno bo presejati, potrebno bo vabiti, potrebno bo pravzaprav tudi napotovati ljudi v skladu. Poznate, da je od 1.1. nova napotnica na sekundarno raven, skratka, da bo pravzaprav bolnikom in referenčnim ambulantam v tej fazi štarta nekako olajšano. Če bo administratorka ostala tudi naprej vprašanje, mogoče bomo dograjevali bolj strokovni kader, ampak vsekakor ta trenutek je omogočeno, da lahko delo kompetentno zaštarta. Zdaj pa, če je to, recimo, enem zdravstvenem domu, ena referenčna ambulanta in druga referenčna ambulanta, kako bo to administrator, če bo samo pol? Stvar organizacije. Prvič lahko se ambulante povezujejo, drugič pa ni problem nekoga za 4 ure zaposliti. Tako. Ogromno idej smo dobili, kaj še nismo prerazmislili. Ampak tudi odgovor znamo. Smo vse znali. A smo vse znali, smo naredili izpit. Zanima, mogoče malenko še zdravstvena reforma, če poveste, podaljšala se je zdaj do aprila, kako kaže, ste še optimistični, bo to, ali si lahko razlagam, da to malo nadal? Mislim, da več kot je predsednik, po najnem razgovoru, predsednik vlade, gospod Borut Pahor, izjavil po najsrečo in ponedeljek ne moram dodati. Če bi natančno pogledali časovnico, ki je bila dogovorjena za zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, smo nekje v dogovorjenih terminih celo nekoliko skrajšani termini od tistih sprejetih na vladi. Optimist sem, seveda, ker gre pa v delu za reforme za zdravstveno zavarovanje, bo pa potreben res globok premislek in pa podpora ne samo ministru, kar vsem 2-milijonskem narodu v Sloveniji ali pripravi na to reformo, ne. Jaz se izzivov ne bojim, je pa potrebna velika podpora za reformni korak. Pri dejavnosti pa čutite, morda smo vas res veliko obremenjevali z spremembami, hitim, jaz sem povedal, da imam samo 2-letni mandat, hitimo z malimi koraki in to je nadgrajevanje zdravstvenega sistema. Jaz sem prepričan, da s koraki, kot so referenčne ambulante, 10% stimulacijo za specialistično ambulantne storitve, za 20% stimulacijo za obravnave bolnikov, ki čakajo na operacije, na posege in podobni ukrepi z stalno skrbijo za finančno vzdržnostjo, bomo dosegli pomembno nadgradnjo v zdravstvenem sistemu v smislu zdravstvene dejavnosti. Zakon o zdravstvenem varstvu in zavarovanju bi pa potreben bil korenite reforme.
Skratka, časovnica je bila nakazana, pomlad je tu, upam, da bo podpora. Lepo je sprejeti zakon, kot je bil zakon o poklicnih kvalifikacijah, ko imaš zelo veliko podporo in ne skrbiš za posamezen glas. Naj spomnim, da je bil zakon sprejet 66 glasovi za in 3 proti, kar mora prijeti minister. Pomeni, da sem se prav odločil, ko sem se skupaj s svojimi sodelavci odločil, da pripravim tak zakon in tudi vse strahove, ki so se takrat porodili, smo uspešno obranili v parlamentu, dobili zelo veliko podporo. Pričakoval bi in želel bi si, da bodo reforme spremembe podprte z zelo veliko večino. Dejansko zdravje mora postati glavna vrednota Slovencev in Slovenk. In to ni samo stvar ministra, ampak je stvar vseh Slovencev in Slovenk. Upam, da se bomo tega zavedali, preden ga zgubimo. Še eno vprašanje na dodatne dejavnosti. Kako je zdravniki zdrav? Pa enkrat so ambulanti, zdravniki, ali je končano njihovo izobraževanje, ali je konec? Da nekateri zdravniki so malce podhranjeni v področju izobraževanja. Izobraževanje pravzaprav je zelo dorečeno, predvsem od leta 2002 naprej, kjer ni možno več, da zdravnik v primarnem nivoju dela brez specializacije. Prej je sistem dopuščal drugačne možnosti. Hkrati je tudi določeno, koliko licenčnih točk mora zdravnik v obdobju zbrati, da lahko podaljša licenco. Ta pravilnik, moram reči, se prenavlja, postaja zahtevnejši, nekako predvideva podvojiti število teh točk, razširiti dejavnosti, na katerih se zdravniki lahko izkažejo. Predvsem pa je pomembno, da zavodi kot taki spodbujajo izobraževanje tistih zdravnikov, za kire vedo, da se manj izobražujejo. In jaz moram reči, da v enoti, kjer delam in v zdravstvenem domu Ljubljana, ne opažam teh problemov, kot ste jih navedli. Potem se bova pa zmenili. Jaz smo še eno vprašanje za ministra Nanaša, že večkrat odgovorjeno, da se eno glede tega zakona o poklicnih kvalifikacijah. A se nam zdi, da bo zakon zadostil vsem kadrovskim potrebam zdravnikov, če mu jih primanjkuje, in bo tudi vprašanje, kateri so tisti zdravniki, ki se najpogosteje prijavljajo na zadevo. Gotovo to ni čarobna paličica, ki bi rešila kadrovski problem v zdravstvu. Če bi to bila, potem ne bi bila potrebna reforma in tudi ne bila potrebna današnja predstavitev, ker bi s manjkajočim kadrom, ki bi ga pridobili v drugih državah, rešili kadrovski problem. Jaz sem bil v napovedih zmeren pesimist ali pa zmeren optimist, kako želite. Napovedal sem morda tudi pri finančnih ocenah 50 zdravnikov, ki bi vstopili v sistem kroženja, torej diplomantov medicinskih fakultet in 50 zdravnikov specialistov. To pomeni, da bi nekako 100 zdravniki omilili za 10 do 20% potrebe, ki so jih izvajalci navedli. Koliko dejansko bodo izvajalci segli po tem orodju, ki ga zakon omogoča, bomo videli. Do današnjega dne mislim, da nismo dobili še nobenega garantnega pisma izvajalcev v Sloveniji. Zakon stopi v veljavo čez nekaj dni. Tako da bomo videli, kakšne bodo posledice zakona. Še enkrat izpostavljam, da je bila želja ministra, in to bomo ustrajali tudi sicer, znanje slovenskega jezika in pa znanje medicine. Brez tega dvojega si ne želim in ne pričakujem dodatnega kadra v slovenskem prostoru. Zdravniki, ki so na seznamu, kolikor je bil nam dostopen, ker je bil postopek zelo nepregleden in je bilo dovolj samo prijaviti se z skopimi podatki, je bilo manj kot 50, mislim, da nekaj med 40 in 50 kandidatov, ki so po naših ocenah že bili specialisti, med njimi je tudi nekaj anesteziologov, internistov in drugih specialnosti, tako da naša ocena je bila, da vsaj 30 od teh 45 bi morali biti zanimivi za zdravstveni sistem v Sloveniji.
Torej bi lahko šli po drugem delu zakona, kjer bi ustrezna komisija ocenila njihovo znanje, določila morebitno dodatno izobraževanje v smislu do specializacije in potem tudi umestila v zdravstveni sistem nekje v drugi polovici letošnjega leta. Skratka, ne gre za rešitev vročega kadrovskega problema, ne nazadnje se je ta kuha od osamosvojitve dalje, 19 let. Tako da, če bi z enim zakonom to rešili, bi bilo zelo lahko upravljati zdravstveni sistem. Je pa dejansko, in to tudi vas napeljujem, gre za orodje dano upravam zdravstvenih izvajalcev. Ministrstvo bo samo poskrbelo, da se v slovenskem prostoru obnašamo v skladu z zakonom oziroma v skladu z primeri dobre prakse, da ko nekdo izkaže voljo, da bi pri nas delal, ko je dejanska potreba, da ga v skladu z zakonitimi postopki tudi obravnavamo in da ta postopek ne traja leta, kot je se dogajalo do sedaj. Še morda samo še en podatek. Veste, da imam dve nalogi. Eno tak nalog, da ocenim, koliko je dovoljena kvota zdravnikov in zobozdravnikov v slovenskem prostoru. Najboljše, da kar prehitim vaše vprašanje čez nekaj dni. Pobrali smo vse podatke, ki smo jih dobili od izvajalcev preko zdravniške zbornice, ki ima javno pooblastilo za pripravo razpisa. Odšteli vse specializante, ki so že v zdravstvenem prostoru in številka se giblje nekje okrog 550 zdravnikov. Za bodoče bo ekipa na ministrstvu se bolj aktivno vključila v bodoče razpise specializacij, namreč bežen pogled želja in pričakovanj izvajalcev presega vzdržnost javne zdravstvene mreže v slovenskem prostoru tudi v bodoče. Ne moramo si dovoliti, da bi imeli v vsaki vasici plastičnega kirurga ali pa kakšnega drugega specialista in zato sem tudi že pozval nekatere stroke, večino pa v prihodnjem tednu, da pripravijo na nek način tudi razvoj ali pa mrežo svoje specialnosti v bodoče. Referiral sem se na plastično kirurgijo, kjer je kolega profesor Uroš Ahčan poslal to pobudo in se sam lotil te naloge, da bi pripravil postavitev plastične kirurgije, torej mreže v slovenskem prostoru do leta 2020. In ta bo potem tudi določala, ali bo nekaterim izvajalcem pripadal tak specialist ali ne. To bomo pa zanesljivo upoštevali, ko bodo izvajalci prišli z garantnim pismom in bomo ocenili, ali to dejavnost izvajalec že ima, ali bi jo še s tem zdravnikom začel razvijati. Seveda predpogoj bo in stremenje bo po prvem, da se izpolni tisto mesto, kjer se že izvaja neka dejavnost in je morda zaradi pomanjkanja kadra neustrezna dostopnost, ne da bi pa s tem kadrom širili mrežo. Lahko sem malo bolj igriv. Kot minister sem presenečen, kako se določeni zakonski in podzakonski akti ne upoštevajo. Naj spomnim, da je moja predhodnica gospa Kukovič leta 2008 sprejela pravilnik o čakalnih dobah, ki se ni upošteval, ki se ni izvajal. To so pokazali naši nadzori. Zato sem po 9 mesecih nekoliko bolj previden v svojih napovedih. Pravilnik sem sprejel, skupaj s ekipo pripravil. Mislim, da je izvedljiv. Nadzori kažejo, da ni ustreznega odnosa do bolnikov, ki so na čakalnih seznamih. Storili bomo pa vse, da v okviru usposobljenosti in pripravljenosti izvajalcev za informacijsko tehnologijo, za upravljanje s čakalnimi dobami, dosežemo optimalno ponudbo podatkov državljanov. Ministrstvo zato izvaja vsak mesec na nek način anketo o napovedani čakalni dobi in to bomo objavili tudi na spletni strani uporabniku prijaznejši obliki, kot je bila do sedaj, da bo lahko ugotovil pri izvajalcih, koliko je napovedana čakalna doba. Tiste, kar nas zanima. Če bi se danes podali na iskanje datuma za CT ali magnetno resonanco ali pa operacijo kile, bi lahko ugotovili, kje je ta najhitreje dostopna. Drugi podatek, ki bo na razpolago, ko bomo združili vse podatke Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Ministrstvo za zdravje in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, je, koliko so opravili določenih storitev in koliko je čakajočih. Ta dva podatka nam dajo tudi
ponderirano čakalno dobo, ki je za ministra zelo pomemben kazalnik o tem, kako se sistem odziva. Kdaj bo pa dejansko in kako bo potekalo e-naročanje, bo pa znano v letošnjem letu. Lahko pa povem, da se po analizah, ki so bile opravljene, nisem odločil za tako imenovan načas, ker je ta seznam oziroma to orodje bi omogočilo samo prečiščevanje večkrat opisanih in pa že umrlih na seznamih, ampak sem ugotovil, da orodje, ki smo ga upeljali leta 2004, še vedno deluje in že imamo analizo Inštituta za varovanje zdravja, kar je nekako spodbudno je, da je umrljivost na čakalnih listih manjša kot sicer v slovenskem prostoru in da je problem večkrat opisanih zelo majhen ali minoren. Ko smo prvič naredili, je bilo 20% takih, ki so bili večkrat opisani ali umrlih, danes je to po 2% pri tistih, ki so se na to anketo odzvali. Skratka, postopoma bomo aktivnosti, upam, tako nadgradili, da bo usluga za državljane prijazna. V letošnjem letu pa verjetno tudi po, upam, uveljavitvi spremembi zakona o pacientovih pravicah dobimo tudi močnejše orodje za nadzor spremljanja čakalnih seznamov in da bi lahko bile tudi konsekvence pri tistih, ki neustrezno izvajajo zakonska določila oziroma podzakonske akte. V letošnjem letu bomo išli z inštruktažnih v prave nadzore in verjetno pri tistih, kjer se je izkazalo, da niso najbolj kakovostni pri upravljanju čakalnih seznamov. Je pa stanje bistveno boljše in tudi, če boste si pogledali poročilo Inštituta za varovanje zdravja, bi tudi vas razveselilo, ne samo minister. Tej temi bomo takoj, ko zberemo podatke, namenili na novinarsko konferenco. Glavna novost, ki jo pravilnik prinaša in morda tudi z vaše strani ni bil najbolj razumljen, zakaj pravilnik v drugo smer. Pravilnik govori o tem, kakšna mora biti dostopnost za določeno storitev. V skladu z ustavo, v skladu z zakonom si lahko izberemo specialista in kot minister moram zagotoviti, da je hitro, nujno, redno dostopno vsaj pri enem izvajalcu v slovenskem prostoru. Seveda, zaradi tega bo lahko prišlo do mobilnosti in to bo reševal Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ukolikor ne bo dovolj učinkovit pri razporejanju sredstev. Kategorijo nujnosti pa na prošnjo in pa na poziv ministra morajo pripraviti strokovne združenja do 1. aprila in te bomo tudi umestili v sistem. Pot je še dolga. Še kakšno? Kako bi se zanimljeno odstopili strokovni direktor in zdravstveno pa se odpravili v minister Prizadnas, izgledamo s različnim, da se zavod Ja, tu pa tam človek naredi tudi korak nazaj. Jaz sem se srečal z predsednico sveta zavoda, s poslovnim direktorjem in z strokovnim direktorjem v odstopu. Preveril sem samo, ali bodo lahko sklepe sveta zavoda izpeljali. Namreč ne vem, kako lahko strokovni direktor, ki odstopi, napiše poročilo. No, iz tega sestanka je šlo, zapisnik po moje javni dokument, ga lahko tudi dobite, da bodo ta poročila pripravila, da se bo svet ponovno sestavil in sprejel take ukrepe, da ne bo kvarno ali pa negativnih posledic na preskrbo državljanov. To je bil tudi glavni sklep tega sestanka. Oba se zatrdila, da korake, ki ste jih izpeljala, ne bodo v ničemer prizadeli preskrbe s krvjo v slovenskem prostoru. Gre pa za resnejši problem, ko se pri edinem izvajalcu oziroma nacionalnem inštitutu, zavodu, terciarni ustanovi zgodi tak dogodek, je pa to potrebno tankočutno reševati, da se ne bi schema podrla in vplivalo to tudi na preskrbo. Oba sta zagotovila, da je sicer strokovno delovanje zavoda na visokem nivoju in da v ničemer ne bo motena preskrba. Mislim, da je pa v januarju svet zavoda, ki bo obravnaval obe poročili. Če ni ljubeno, pa še ne več, hvala lepa za sodelovanje. Gremo.